Vprašanje se glasi, koliko angelov lahko stoji na konici meča, ali pa v drugi različici, koliko angelov lahko pleše na konici budala. In pač vprašanje je bilo že v resnem času označeno kot čisti, da to vprašanje sploh ni relevantno, ampak da gre zgolj za dokaz, kako znajo teologi lepo obračati besede, da gre za čisto retorično demonstracijo moči teologije. Ne? Koliko, oni so se dejansko ukvarjali, mislim, to ni tako vprašanje, brez odgovor, oni so se ukvarjali, koliko jih lahko, 1.000.000, 1.000, 1, 3, koliko jih zdaj lahko, kako se to zračuna, če so matematično v celo stvar, mislim. Na vides absurdno vprašanje so vzeli resno. Ne? In že takoj kasneje v obdobju razsvetljenstva je Kant hladnokrvno rekel, tako vprašanje ni za zdrav razum, ne, to je out. V času razsvetljenstva, v času spona razuma, ne, takih vprašanj se nam spraševali, smo spraševali stvari, ki se jih lahko realno vprašamo, skratka, ne, takih vprašanj, to gre pod domeno teologije in naj ostane tam. Ampak v meni se zgodilo še nekaj, v meni se zgodil se je moderni roman in z njim neka paralelni svet, ne, ki je presekal to delitev na eni strani religija in teologija, na drugi strani znanost, filozofija, ne, racionalno, religiozno. Roman posega, tisti malo kasneje, pač poseže na tanko vmes z tem, kar danes poznamo kot fikcija ali pa literatura, to, kar spada pač velika večina knjižnice, tukaj 12 rokov više, je opremljena prostem. S to zvrstjo, ki z navidezno nedolžnostjo, kot danes jemljamo romane, češ samo nekaj za se kratkočasiti. V tistih časih so vzeli roman resno. Kar se je tam povedalo, poskušali so ravno to mestno področje, ki je nastalo med teologijo in filozofijo ali pa religijo in znanostjo, zapolniti z neko kombinacijo oboje. In na nek način knjiga, ki bi jo vam rad predstavil nocoj, je nek tak poskus za umestitvijo to vrzel med enim in drugim. In z tega vidika se bom tukaj nocoj z vami ukvarjal s še bolj absurdnim vprašanjem, koliko angelov lahko prikaplja iz konice peresa ali pa malo bolj poetično, koliko angelov lahko zapleše iz konice peresa. In moj odgovor je vsekakor vsaj eden. In ta eden je Lucifer. Zdaj, kot prvo bi rad upozoril, da to ne gre za nobeno satanistično delo, ali kaj takega, da ne bo kdo napak razumel. Če drugega ne gre za sam lik Satana, ampak za lik Luciferja pred padcem. Po teološki, mitološki zgodbi, kako gre zgodba, pač Lucifer pred padcem ni bil še hudič Satan in vse drugih 1000 imen, ki so jih nadeli. Jaz grem delati predzgodbo tega. Predzgodbo tega se mi zelo zanimivo se loti tega početja, po eni strani zaključek je znan, pač nič novega Lucifer pade, ampak kaj privede do tega, da Lucifer pade? Kaj je zgodba zadnji? Kaj so motivi? Kaj ga žene? In v tem smislu se mi zelo zanimivo in ne zanimivo, ampak nujno stvar se lotiti iz dramskega vidika, zato ker ves čas sem imel občutek, koliko sem se ukvarjal s tem likom, z raznimi interpretacijami in temu, da gre tukaj za nekega tragičnega junaka, in jaz mislim, koliko se danes uporablja to besedo, zgodila tragedija, slovenska novica, se si predstavljate, tragedija in da umre. Ampak v starogrškem smislu, ker je tragičnost ni tako vsakdanja stvar. Za pravo tragedijo bi bilo treba vse kaj več.